Od začetka se vas spominjamo kot dolgolasca, pa me zanima, kako to, da ste se odločili in znebili rockersko prepoznavnih dolgih las. Mislim, da rockersko je ono tudi, punk rock je bolj faza, tako da kratke lase, pa bolj aerodinamičen sem, pa mi je všeč, bolj, ne, režem zrak. Kateri dan pa kot skupina štejete za svoj dan D, torej za pač trenutek, ko ste ugotovili, da ste na pravi poti za dosego svojih glasbenih ciljev? To ne moreš nikoli vedeti, to se zgodi dejansko z majhnimi detalji, ene puzle so to, ne, tako da lahko bi naštel več momentov na tej poti, ki so sestavile to sliko in s katerimi smo vedno postali močnejši v tem smislu, da nam je to bil feedback, da vemo, da smo naredili nekaj dobrega, ne. Tako dalje, tudi koncert na Lentu že prej, pa potem so bile in Križanke so bile in Cankarjev dom in še to nam daje moč, da še naprej kaj naredimo, ne. Na vaši zadnji glasbeni plošči lahko zasledimo tudi naslove v angleškem jeziku in pa tudi nekateri deli besedil so v angleščini. Pa me zanima, kako to, da ste kombinirali dva jezika, torej slovenščino in angleščino. Ja, zasledi se mogoče na pesmi Love Song, ko so v končni fazi vsi poprijeli takoj, pa ni nič narobe, ker v bistvu niti nič čudnega, ker v končni fazi jaz sem iskal varianto, da bi prevedel ta moment v slovenščino, pa niti ni bilo spevno, po drugi strani je bilo pa tako internacionalno, da mislim, tudi Arabci vejo, kaj pomeni love song. To je neka univerzalna sklep besed, tako da nisem videl tle problemov. Pa meni se zdi še na enem momentu, kjer je že, celo španščino smo uporabili, Il Corazón, kar je srce in kar pomeni, da glede na to, da naši vsi gledalci in poslušalci radi gledajo mehiške in španske nadaljevanke, smo mislili, da bi malo se skonektali tudi s to populacijo, kaj ne da.